Mene je to srečanje zelo razveselilo, pa ponosen sem na ta pogovor, je bil zelo odprt. Rekel bi, da šlo predvsem za spoznavni del, kako kakšni od nas razmišljamo zdaj po volitvah, po posameznih točkah. In danes je ta razprava pokazala, da imamo vsak svoje mnenje, da se lahko nekaj najdemo in tudi z veseljem, da bomo lahko skupaj obravnavali rebalans, ki ga bomo dobili, končno tudi mi. In če bomo našli skupno točko, bomo ponosni in veseli, da v parlamentu predstavimo ne samo svoje mnenje, ampak tudi mnenje strank, ki niso v parlamentu. Meni je žal, da ni socialdemokracije in upam, da na naslednjem srečanju bo, ko bo pač priprava za razpravo o rebalansu. Ne smemo biti vsi skupaj obsedeni z iskanjem nekega skupnega imenovalca ali neke levo-sredinske koalicije. Mislim, da Slovenija potrebuje dosti večje in širše povezovanje, kot je samo na levici. Iz tega vidika tudi naša prizadevanja stranke zares ne bodo šlo samo v to smer, ampak želimo iskati neke skupne točke, strinjanja, včasih tudi nestrinjanja, tudi izven tega okvira. Že samo to, da sedimo skupaj in se pogovarjamo o temah, ki so pomembne za vse državljane, daje nek optimizem za prihodnost. Če pa bodo sestanki izven parlamentarnih strank in tisti, ki so v parlamentu, pomenili, da se bo potem tudi v parlamentu slišalo širši krog ljudi, tudi drugačne ideje, tiste, ki se porajajo okrog posameznih problemov, pa to prav gotovo pomeni napredek za Republiko Slovenijo. Izmenjali smo si mnenja o različnih delih socialnih, varčevalnih ukrepov. Generalno smo vsi prepričani, da je to napačno, samo varčevanje, treba je tudi na drugi prihodkovni strani še kaj narediti in seveda tudi razvojno. Izmenjali smo poglede o marsičem v naši državi. Stvari ne gredo v dobro smer po našem prepričanju, zato je dobro, da vidimo, kako drugi razmišljajo zunaj parlamenta, pa tudi v njem. In naša stranka pričakuje, da bo opozicija v parlamentu izkoristila svoje poslovniške in zakonite možnosti, da vpliva na razvoj dogodkov po svojih najboljših močeh.